Ok, da vidimo, če bo zdaj tole delovalo. Torej, bom kar nadaljevala od unga prejšnjega videa. Torej, vprašala sem jo v bistvu, komu to pripada. Ne? Torej, vedno rekli smo, da gremo vedno, ko se z našim telesom karkoli dogaja, gremo prvo vprašanje, komu to pripada, ker naše telo je en tak senzorični organizem in nam daje informacije od vseh telesih okrog nas. Ne? In potem je rekla, ja, sem se to spraševala, ne? In potem sem jo vprašala, oziroma ne, potem je povedala, ne, ja, veš, vse sodelavke, pa vse ženske okrog mene, s vsemi ženskami se to dogaja, ne, in tukaj gre lahko za biomimetično posnemanje. Torej smo rekli, biomimetično posnemanje je tisto, ko skušamo nekoga razumeti, ne, z intelektualnega ali energijskega stališča in posnemamo te njegove stvari, vzamemo svoje telo zato, da bi imeli pogled na to svojo stvar, na to njihovo stvar iz svojega stališča, ne. In se je tako razne stvari sem jo spraševala in potem sva prišla do tega, sem rekla, koga zdraviš. Torej, naša telesa imajo tudi zmožnost zdravljenja drugih teles, ne? In če imate kakorkoli interesa o telesih, ne vem, da se ukvarjate s kakimi telesnimi procesi, masažami in tako naprej, ne? Ste zdravilec, ne? Tudi veliko ljudi, ki v bistvu se jih sploh to ne zanima, so zdravilci, ampak pač imajo svojo pot, preden bojo to odkrila, ne? In tukaj, ko sem jo to vprašala, a koga zdraviš, tukaj je bilo največ naboja, ne? In ampak ta ženska ni bila zmožna tega, kako bi temu rekla, slišati, prejeti, ne, tako da je šlo mimo nje. Ampak jaz tukaj zato naslavljam to, da boste vedeli, da vaše telo ima neke poglede, oziroma imate lahko vi neke poglede, da nekoga na ta način zdravite, da tisto njegovo stvar, karkoli ima, vzamete v svoje telo in tako da, zdaj, če boste vi v svojem telesu to imela, ne, da boste potem na ta način to osebo pozdravili. Ta oseba se zaradi tega ne pozdravi, ne, le vi si skreirate to zadevo, ki jo ima še una oseba. Ne. In dajte se vprašati, torej smo rekli najprej, komu to pripada. Če se zadeva olajša, zavestno pošiljamo, tako da je prišlo, potem ali je to česa drugega. 50 do 100% vsega teh bolečin, intenzivnosti, ki imamo v svojih telesih, pripada zemlji. Torej, ker nismo svojo to zmožnost poslušanja zemlje, smo čist odklopili. Ajla Vesna. In zdaj zemlja je našla svoj način, da nam sporoča, da nekaj od nas potrebuje. In sicer s temi intenzivnostmi, bolečinami, ki jih mi imamo v svojem telesu. Ne? In potem, če vprašamo, ok, to od česa drugega, ne? In če se na to vprašanje zadeva olajša, potem samo bodimo pripravljeni dati to energijo zemlji. Potem je lahko biomimetično posnemanje. To smo že večkrat rekli. Ne? Če ugotovimo, da je biomimetično posnemanje, oziroma si delamo proces za biomimetično posnemanje. Ne? Tukaj si pogledajte video, ki sem jih že prej naredila, o tem smo že govorili, tudi ta čistilni proces si delite. Naslednja stvar je pa, torej vedno, nikoli ne iti v zaključek, kaj je to. Če boste šli v zaključek, si boste pač to skreirali, oziroma nek odgovor, nek izračun, neko sodbo. Dejansko si boste to, to je nori proces. Mislim, to je, ker celo življenje smo samo posnemali. Celo življenje smo samo posnemali in iz tega skozi delujemo zdaj. Torej, vedno vprašanje, ker vprašanje, vedno, ko gremo v vprašanje, se odpremo zavedanju. Ne? Če pa gremo v nek zaključek, pa vse tisto, kar nam je bilo na voljo od zavedanja, strnemo na en tisti odgovor, na neko izračun, neko sodbo. Ne? In naslednja stvar, ki si jo lahko vprašate, če se pač na te stvari, prve, kar sem rekla, če se nič ne spremeni, rečete, ok, resnica, a zdravim koga. Vedno smo rekli, ko rečemo resnica, zato pred vprašanjem, zato da sami sebi ne moramo lagati, oziroma če pač koga drugega vprašamo, da se nam on ne more lagati, oziroma če se nam zlaže, vemo, da se pač laže. Ne? In če bo na to vprašanje, torej resnica ali koga zdravim, če boste zaznali neko lahkotnost, to pomeni, da nekoga zdravite. In potem rečete, ok, vse posod, kjer nekoga zdravim. Vse to razgrajujem in uničujem, pa right wrong with the mad pot and pock, all night shorts, boys and beyonds. In vse posod, kjer imam poglede,
oziroma ima moje telo poglede, da moram zato, da bi nekoga pozdravil, to vzeti v svoje telo. Vse to razgrajujem in uničujem. Right, wrong with the mad, potem pa online shorts, boys and beyonds. In bolj, ko boste začeli prepoznavati te stvari, bolj, ko boste postajali zavestni, bolj, ko boste odstranili to navlako, ki jo zdaj nosite v svojih možganih, bolj boste se začeli tudi tega zavedati, koliko zdravite ljudi, koliko zaznavate ljudi, a ne? In enostavno lahko tudi rečete, ko ste začeli to zaznavati, lahko rečete, ok, stop telo, ne bom počela več tega, ne? Ker zaradi tega ta druga oseba ne bo zdravela. Ne, tudi lahko si tudi rečete, včasih tudi naredimo vitalne oziroma nekaj ful pomembno, da nekoga pozdravimo, nekoga naredimo tako pomembnega, je to mogoče naš partner, mogoče to naš starš, mogoče to nek učitelj, ki smo ga naredili zelo pomembnega in potem vidimo, se z njim nekaj dogaja in ga skušamo pozdraviti. To je lahko čisto na nezavednem nivoju, a ne, in jemljemo te njegove stvari v svoje telo, a ne. In lahko si tudi rečemo, ok, mislim, ker ko ste te vprašali, ne, koga zdravim, lahko boste tudi, ne iščemo odgovorov, ni pomembno, zdaj, da se res zavedamo, kdo je to, ampak ko vprašamo, pa te pa lahko dobili to zavedanje. Ne. In ko boste dobili to zavedanje, si potem rečete, ok, vse, kar sem naredila vitalnega, vredne, je pač za žensko, govorim se, upravičujem fantom, pač da je to moški spol. Kaj sem naredila tako vitalnega, vrednega in resničnega glede zdravljenja te osebe? In karkoli, na podlagi tega vprašanja se bo prikazala neka energija in potem rečete, ok, vse, kar je to, razgrajujem in uničujem, right, wrong with the mad, potem pa all night shorts, boys and beyonds. Kaj sem naredila tako vitalnega, vrednega in resničnega glede zdravljenja te osebe? In vse, kar je to, vse to razgrajujem in uničujem. In to si naredite toliko časa, dokler ta zadeva, ki ste vzeli svoje telo, dejansko ne bo se spremenila, dokler ne bo izginila. Ne? Če imate mogoče kakršnakoli vprašanja, dajte mi jih prosim med komentarje napisati. Malo bom še, mogoče par minut bom še govorila, pa tako da lahko še kaj odgovorim. Ja, ker določene ljudi smo tudi naredili tako, recimo, pomembne v svojem življenju, toliko vredne, življenjskega pomena, vitalne, ne. In se nam zdi, če zdaj to osebo izgubimo, ne, kaj se bo pa zgodilo, zato jih začnemo zdraviti, ne. Ampak zaradi tega jih mi ne pozdravimo, ta oseba se zaradi tega ne pozdravi, ne. Sami si skreiramo to zadevo, tako da glede tega, kar ima ta oseba, mora ona sama nekaj ukreniti, ne. Ker si je to na nekem nivoju si to izbrala, ne. Tako da, ja, tudi vse posod, kjer imate kakršnekoli poglede, izračune, zaključke, projekcije, pričakovanja, kaj se vam bo zgodilo, ko boste dosegli določeno starost oziroma ko boste šteli določeno število let, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong with the mad, potem pa all night shorts, boys and beyonds. Ker tukaj ta resničnost, ne, v tej resničnosti dejansko nam tako verbalno ali pa celo mogoče neverbalno predajo neke poglede o tem, kaj se mora zgoditi takrat, ko smo stari, ne vem, 10 let, 14 let, 20 let, 30, 40, 50, 60, 70 in mi si potem nekje na nezavednem nivoju, zato ker to pač vzamemo, ne, kot nek svoj pogled, čeprav ni naš bil v prvi vrsti in si to začnemo potem kreirati. Tako da še enkrat, no, dajte uporabiti te vprašanja, vedno pejte vprašanje s telesom, vedno. Če nič druga ne bo, ne, če dobeno drugo vprašanje ne bo, kako bi temu rekla, pomagali, spremenilo zadeve, lahko tudi telo vprašate, ok, telo, kaj bi bilo potrebno, da se to spremeni? In bodite vprašanje s telesom, smo rekli, telo ima svojo zavest, ne, in vam bo telo pokazalo. Lahko se bo zgolj na podlagi tega vprašanja vaša stvar spremenila, ne. Lahko vam bo pa to vprašanje vodilo do nekih informacij, ki vam bodo pomagale to stvar spremeniti. Okay. No, še enkrat, za vse tiste, ki še vedno mislite, da morate biti v meni in za vsako, ne vem, ko vam je vroč, pomislite, joj, to je pa mena, zdaj pa je to mena, ali pa takrat
ko recimo menstruacija, ne vem, imate namesto na 28 dni, imate na 14 dni, ali pa ko imate namesto 3 dni, vam traja, ne vem, en teden, da zato je pa mena, ne. Takoj, ko gremo v zaključek, si to začnemo kreirati, ne. In tudi še ena zanimivost, ne, dejansko, zakaj ženske v Argentini nimajo tega predmenstrualnega sindroma, o katerem mi tukaj v Evropi govorimo, ne, ali pa v Ameriki, ne. Nobeden ni rekel, da morajo to imeti, ne. In dajte bodite res, mislim tako, ko spremljate medije, berete knjige, ko se pogovarjate z ljudmi, a ne, jaz vam predlagam, da uporabljate res ta zanimiv pogled, da ima tako zanimiv pogled, ne. To je orodje, s katerim se ne strinjamo, ne pridružujemo, ne upiramo, reagiramo nekim pogledom, ki nam jih predajo drugi ljudje oziroma ki jih imamo sami, ne, in ne strdimo potem teh pogledov in iz tega ne začnemo ustvarjati svoje resničnosti. Zanimivo, to si lahko v glavi ponavljate, ko recimo, ko se z nekom pogovarjate, ko gledate televizijo ali berete, ok, zanimiv pogled, ne, zanimiv pogled, da ima takšen pogled, ali pa če se sami sebe zalotite, da ste v nekem zaključku, v nekem odgovoru, v nekem izračunu s svojim telesom, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. In vedno, ko rečete zanimiv pogled, da imam takšen pogled, malo počakajte, pogledajte, če se ta pogled kaj spremenil in potem nadaljujte. Toliko časa, dokler, ko boste spet se pomislili na ta pogled, ali ga bo tak čisto lahkoten, ga sploh ne bo več, na ta način z orodjem zanimiv pogled, da imam ta pogled, oziroma za druge, da ima ta pogled, dejansko izničimo ta naboj, ki ga imajo naši posamezni pogledi in izničimo tudi vpliv teh pogledov na svojo resničnost, na kreacijo naše resničnosti. Ok, to bi bilo to za danes in imejte se fajn, en prelep vikend, vam želim lahkoten, čaroben, kakšne so neskončne možnosti in kakšne dogodivščine so pred vami. Adijo, čau, čau!